torba, čutara, džezva, šiša. Danes vsem poznani predmeti so pričevalci nekih drugih, davnih časov, ko so na današnje slovensko ozemlje upadali turški vojaki. Hudi prizori so se močno vtisnili v spomin ljudi, ki so napadalce začeli imenovati dedni sovražniki, krvoločni psi, roparski ptiči in požigalci. Dogodkov ni mogel spregledati niti Primož Trubar, saj so mu Turki požgali rodno vas in mogoče je, da so mu ubili očeta. Svoje občutje je zapisal v predgovor prvega dela Novega testamenta. Oba naroda slovenskih in hrvaških dežel se mi srčno smilita, ker morata prebivati na turški meji in se nimata nikamor drugam dati, niti kamor bežati, kjer je Turek zavzel in če dalje bolj zavzema najboljši del njihovih dežel in trgov. Turški vpadi so na slovensko ozemlje potekali od 15. do 16. stoletja, ko je vojska imperija večkrat udrla in oplenila Habsburške dežele. Prvič so Turki vpadli na ozemlje današnje Slovenije 9. oktobra leta 1408. To je poročal Janez Vajkat Vajvazor. Vpadi so trajali približno 200 let. Ko so Turki zavzeli Bizantinsko cesarstvo in še Bosno, so njihovi vpadi preko Hrvaške v današnjo Slovenijo sledili vsako leto. Prvi so bili roparski pohodi. Turki so požigali vasi, pobijali ljudi, mlade fante so ugrabili ter jih vzgojili v janičarje, ostale ljudi, ki so bili dovolj močni,
so odpeljali v suženjstvo. Kradli so živino, ter pridelke, denar ter se s plenom urinili v takratno carstvo. Luke?